Župan mestne občine Ptuj Miran Senčar naj bi kljub prvemu strokovnemu mnenju, ki je v obnovi tržnice vseboval obstoječa drevesa, zahteval še drugo mnenje. Mestni svetniki pa s prvim mnenjem naj bi bili seznanjeni. Ja, torej moram reči, da sem bil danes, kar se tiče tega drugega strokovnega mnenja, res presenečen in malo žalosten, da se celo pred mestnimi svetniki, ki smo tisti, ki pravzaprav sprejemamo odločitve, takšni dokumenti skrivajo. Ne vem razloga, zakaj nam ta dokument ni bil pokazan. Vsekakor bomo pa seveda zahtevali z strani tako župana kot občinske uprave, da se nam dokument predloži in da bomo pred proračunsko razpravo imeli seveda določene argumente na mizi in da se bodo mestne svetnice in mestni svetniki lahko na podlagi tudi takega strokovnega mnenja odločali. Kdo je odločal, pa seveda žal imam premalo podatkov, da bi tudi lahko o tem sodila. Vsi se sicer strinjajo, da je obnova tržnice nujno potrebna. Investicija je planirana v proračunu v višini 4 milijonov evrov. Kar se mene tiče, v tem trenutku lahko samo povem, da jaz te proračunske postavke potrdil ne bom, sem pa eden od 29. Torej, kakšna bo usoda in v katero smer se bodo odločalo ostalih 28 svetnic in svetnikov, vam torej ne vem povedati, in ali bodo drevesa ostala ali ne, je torej v tem trenutku seveda odvisno od sprejetega proračuna. V svetniških skupinah bomo zagotovo o vsem, kar smo danes tukaj slišali, temeljito se pogovorili, razmislili tudi o vseh tistih nakazanih možnih povezavah in se kasneje odločili tudi o tem, kaj bomo v prihodnje zahtevali. Civilna iniciativa za ohranitev dreves je včeraj zvečer v Ptujskem narodnem domu organizirala javno razpravo o drevesih. Ptujskega župana in večine mestnih svetnikov na razpravi ni bilo. Civilna iniciativa pa je že prej s peticijo zbrala približno 3500 podpisov podpornikov. Torej, drevesa, ki so obstoječa drevesa na tržnici, imajo svojo, temu rečejo strokovno, oblikotvorno vlogo. Imajo seveda tudi druge vloge, dajo senco, dajo nam kisik in vse ostalo. In predvsem to, da so v zavesti ljudi kot ena zgodovinska poteza, saj so stara že nekaj desetletij. Občinska oblast v načrtu obnove kot alternativo obstoječemu drevoredu ponuja novo zasaditev dreves na drugi lokaciji. Bi naj bila tudi nadstandardna drevesa, temu se reče nadstandardne sadike, visoke 7 do 9 metrov, ki bi se potem usadile na mesto teh dreves, ker pač naj bi ločevala prostor, ob stene stavb, ki so zdaj ki so na tržnici. Sadik za novo zasaditev dreves v Sloveniji naj ne bi imeli. Tako bi po mnenju Bezjakove nastali stroški tako z uvozom kot tudi z njihovim vzdrževanjem. Določeni stroški, skrb, zalivanje, gnojenje in vse ostalo, in ne vidim razloga, glede na to, da so te sadike tako drage, da se morda ne bi odločalo oziroma namenilo sredstev, ki bi jih naj namenili za nakup in oskrbo teh mladih sadik, zdaj za ta stara drevesa. Ohranitev dreves torej ostaja odprto vprašanje. V prihajajočih mesecih bo jasno, ali bo mestna oblast našega najstarejšega mesta z iniciativo dosegla konsenz za ohranitev dreves ali ne.